No, pozdravljeni. Takole, danes pri meni Alenka Slapnik. Zdaj, tisti, ki jo poznate, točno veste, katera je. Dogodki za samske. Za tiste, ki jo ne poznate, pa sem prepričana, da boste danes nekaj novega izvedeli o odnosih, o tem na koncu koncev, kaj je pomembno, in tukaj imamo tudi njene kartice, ki jih je napisala prav za lepši partnerski odnos oziroma za lažjo komunikacijo o partnerskem odnosu. Se pravi, če ste v partnerskem odnosu, veste, sploh v ljubečem, da je treba vaš čas delati. No, tako da, hvala, ko si se odzvala povabilu. Hvala, Minka, tebi, ko si me povabila. Zelo sem počaščena, da sem v tvojem domačem studiu. Ja, tako, tole je bila nekoč vinska klet. In smo jo spremenili v studio. In je tako zasebno. Zelo lepo je. Hvala. Zelo lepo je. No. Tako da hvala za povabilo. Se že veselim, kaj bova kaj rekla. Sem rekla, jaz snemam videe brez scenarija. Zaradi tega, ker tudi, če bi šle midve na kavo, jaz ne pridem s pripravljenimi vprašanji, nimam scenarija, o čem bova govorila, ampak greva na kavo. Tako. In prva stvar me zanima, včeraj si imela dogodek. Res je? Ja. Soul dating. Soul dating. In a veste, da sem jaz enkrat šla na soul dating in je bilo ful zanimivo. Recimo, takrat je bila tema po večini, se je razvila debata o varanju. Veliko smo govorili takrat. Tako, o čem ste pa včeraj govorili? Zelo različno, ker pač vsakeč, ko pridejo, ko se skupina dobi, 13 žensk, 13 moških, se pogovarjamo vedno ali o odnosih, ali o izkušnjah, ali o tem, kaj nas gradi, kaj si želimo v odnosih, kakšno komunikacijo, kje smo ga kaj biksali, kaj v bistvu ženske moškim povejo, kaj ženske rabijo, moški ženskam povejo, kaj rabijo. In to je bilo prav, včeraj smo prišli do tega, da moški si želijo predvsem spoštovanja, ženske si pa želijo biti predvsem ljubljene. In to pač čez debato smo prišli do teh besed, do teh dveh stvari. Neverjetno. Se pravi, ženska si želimo biti ljubljene. No pa da je vam morbiti le začeti. Kaj po tvojem mnenju, kaj pomeni, da ženska se počuti ljubljeno? Jaz mislim to, da jo moški prvič sliši, ne samo posluša, ampak res sliši in potem, da jo tudi upošteva. Če se, ne vem, da mu ona na lep način pove, kaj si želi in da jo ona v bistvu potem sliši, to res njej toliko pomeni in potem se res trudi za njo, zato ker ve, da njej to toliko pomeni na ta način. Ali pa da je pozoren na tistih načinih, ki si ona to najbolj želi. Jeziki ljubezni, ne nazadnje. Ja. Prav jeziki ljubezni so pa res, to je res toliko dobro vedeti, da imamo lahko različne jezike ljubezni in ti ponavadi daješ tisti jezik ljubezni tako pozornost, kot jo imaš sam, ker pač to dojemaš kot svoj, kot jezik ljubezni. Ampak on ima pa lahko čist drug jezik ljubezni in potem se moraš nekako se moraš prilagoditi in zbalansirati in se razumeti. Razumeti sploh, kateri jezik govori. No in ta slišanost. Veš, kaj sem jaz prišla do zaključka, da je ne več prav težav. Ženske povemo neko težavo in moški jo začne reševati. Ja, in to je točno ena včeraj rekla, ko smo se pogovarjali ženske moški, obratno, je ena rekla, prva stvar je bila, ki je to rekla, je rekla, jaz si želim, da bi, ne da takoj rešuje, samo da jaz lahko njemu povem, ne? Ja. Ampak moški tako narejen, moški možgani so čist drugače narejeni, veš, on bi skozi reševal, on je akcija, on je Mars, Venera je pa, In je tukaj pač vem, da je dejansko težava, zdaj pa veš, kaj je zanimivo z hormonskega stališča, da ženske, oziroma moški, ko se nauči samo poslušati žensko, brez da gre v akcijo reševanja, se mu s tem tvori več testosterona. Testosteron mišice. A res? Večja moč, tudi spolna in vse. In takrat, ko pa on gre v tisto reševanje, zdaj mu pa rešil mojo žensko, se mu pa vklapla stresni hormon in ko se mu stresni hormon vklapla, dejansko se mu izklapla testosteron. Wow, zanimivo. Zdaj pač ko na svet za moške ne rešvati vsega. Wow, ker se kar kopič, najbrž se kopič v njemu, moram jo rešiti, ampak jo ne bom, moram jo rešiti, ampak jo ne bom, vedno meče mišice. Ja, in to je ena stvar, ker za moje pojme, če bi mi to razumeli, kako je pomembno, ženska, da govorimo in s tem, ko govorimo, se nam tvori estrogen, in moški, ko dejansko samo posluša, brez da rešuje, se mu tvorijo tudi hormoni povezovanja in tako naprej. Ampak to vem, da je za večino moških res velika težava. Ja. Ja.
Ja, definitivno. Pa tudi ena stvar je, ženske moramo tudi vedeti, da ne morejo oni pa vedeti, kaj mi mislimo, zato moramo tudi jasno znati povedati in jim dati navodila. Jaz vedno rečem, da mi bi mogli imeti, vsak bi mogel imeti svoj osebni priročnik, preden greš v novo vezo in rečeš, taka sem jaz, to so moje boleče rane, tako reagiram na te rane, taki so moji obrambni mehanizmi, pomaga mi, ko sem v tem obrambnem mehanizmu, da narediš to pa to. A misliš, da ti bo šlo check, yes, no, ok, naslednja stvar, ne? Ja. No, in da bi v bistvu bil vsak toliko zavesten, da bi se vsega tega zavedal in bi si samo dal takole, evo, tale priročnik, pa da vidimo, ok, go or no go. In navodila za uporabo. Takoj na začetku želim povabiti, midve z Ninko organizirava dogodek 22. februarja, Zavestno ljubezen, čiščenje čustvene prtljage za lepše partnerske odnose. Tako so se odločili, da je to nekaj ful pomembnega. Zelo. In tako res poudarjamo pomen zavestnih odnosov. Je toliko pomemben, ker če se mi ne zavedamo sami sebe, pa kaj je v nas tacga, da nas nagovarja, lahko nekdo drug naše rane, ne bomo mogli, bo težko. No? Res se moramo poznati, zato da lahko skupaj pol in jaz tudi funkcioniramo. Čustveno prtljago si predstavljam tako kot nahrbtnik, ki ga prineseš in ga razpakiraš. In ta nahrbtnik, noter je marsikaj, noter je lahko, noter so bolečine otroštva, ne lahko, so bolečine otroštva, odraščanje obranjenih starših, teža zadnje veze, sploh ne to, kar sem takrat poslušala, varanje. Se pravi, takrat je bila, ko sem bila enkrat na tem soul datingu, nekako rdeča nit ranjenih, in ne več so moški govorili o tem, ranjenih, ki so bili prevarani. Če ti to rano prineseš v nov odnos, a ti lahko zaupaš? Ne, zato ker si še čisto v strahu. In ne moraš odpreti srca, da imaš blokado. In kako boš v novi vezi, kako začnemo s tem, da rečemo, ok, zdaj pa zaupam, če smo bili prej toliko ranjeni, toliko zlorabljeni, zmanipulirani mogoče, in je pol res težko. Videla sem tudi, Ninka, da organiziraš kot skupno srečanje za ženske, moške, ki so bili v vezi z narcisoidno osebo. Ja, res, da mi kaj več o tem povej. Podporno skupino bom naredila zato, ker vidim glih na soul datingih in na še enem dogodku ženske in moški iskreno odnosih, ko imamo debate. Vidim, da se veliko o tem govori in da ljudje res rabijo, da se pogovarjamo o teh stvareh. Ampak prva stvar, ki bi rada pač povedala, je to, jaz nisem terapevtka in tudi ne nastopam kot terapevtka, ampak kot moderatorka. In sicer, da dam prostor ljudem, ki so bili v toksičnih odnosih in da se o tem sploh pogovarjamo, da se izkušnje povemo in ne da kažemo s prstom na nekoga, on je tak, ona je taka, ker pač en prst je v njih, 3 so pa vame. In pač pogovarjali smo predvsem o tem, zakaj sem jaz pristala v takem odnosu, kaj je v meni tacga, ki moram še pozdraviti in nagovoriti, zato da bom jaz dojela, na katerem trenutno nivoju sem jaz, da take ljudi privlačam. In jaz mislim, da je pač, ko greš res globoko, jaz mislim, da vedno pridemo do vrednosti o sebi in če imaš ti dobro vrednost o sebi, dobro. To ni samo zavest, to je bolj samo podoba, vrednost, da si vreden ljubezni, da imaš res notranji občutek, da ti ljubezen pripada, ne da si jo zaslužiš, ker če imaš ti feeling, jaz si ljubezen zaslužim, imaš spet, tle jaz tako čutim, da spet moraš vse narediti, pa se pretegam, da si jo zaslužiš, jaz si zaslužim, da me imaš rad, recimo, ampak ne, da je ona res trdna. Meni ljubezen pripada in recimo, če bi tako otrok prišel na svet, pa če bi dobil tak lep vzorec od staršev, jaz mislim, da ne bi privlačil v življenju narcisoidnih oseb ali pa pač kakršnih koli. No in tudi pri narcisih ne bi rada jaz zdaj označevala, kdo je narcis pa kdo ni, ker to lahko označi samo psihiater, ampak ljudje imajo podobne te in manipulirajo in mislijo, da so nekaj več in imajo vedno prav in pasivna agresija in tihe maše in v glavnem, tako, to so pač neke lastnosti. Tako. To je super ideja, zaradi tega, ker na koncu koncev se premalo o tem govori
In verjetno skozi te tvoje dogodke bojo lažje ljudje ozavestili, sploh mogoče skozi zgodbo druga človeka, da vidi takrat, vidiš, to je pa moja rana, ker lažje vidimo pri drugemu težave, kot pa pri sebi, ne? Ja. Recimo, jaz zase vem, zakaj sem rabila tudi podobno lekcijo v življenju, sigurno povezana s tem, da sem imela prenisko mnenje o sebi. Se pravi, tako kot bi bila neka skala, neka lestvica in na tej lestvici sem imela to mnenje, kaj mi pripada, dejansko ful nizko. Se pravi, ta termostat je bil na prenisko nastavljen. Tako, lahko tudi tako. Ali pa recimo, da gledaš, narcis on je vedno rad na piedestalu, tako, on je, a veš, kaj so stopničke, on je vedno rad gor, pač ti notranji njegovi vzgibi, zakaj rad gor, so najbrž zato, ker se itak ne počuti on good enough, in potem dva, ki se počuti not good enough, prijeta skup, imata podobno rano, samo imata drugačne obrambne mehanizme, no in on je gor, ampak kot punce, recimo smo bile pa navajene očeta gledati skozi gor, on nam je bil naš car in mi smo navajene gledati moškega skozi gor, ampak če ti hočeš priti v eno zdravo, lepo partnerstvo, moraš moškega gledati tako, da sta si enakovredna, enakopravna. Tako partnerja, ne? Tako partnerja, ja. In valjda, pol vse to pride iz ozorcev, ampak spet, dajmo se o sebi pogovarjati, ne o njemu, kaj je tako, on se ne sam sabo ukvarja, mi se bomo pa raje s sabo. Mogoče tukaj povabilo, vse veste, te, ki spremljate moj kanal, zdravilna molitev dekodiranja pomaga tudi pri tem, da očistiš vzorce. Super. In to bom pokazala tudi na najnem dogodku. Ja, jaz se ga že zelo veselim. A lahko sem to povem, Minka. Ker je Minka prišla na dogodek, jaz te nisem takoj prepoznala, pač, jaz imam, tvoje knjige, nisem te takoj prepoznala, ne vem zakaj. In potem si rekla, si Minka, veš, kako Minka? Ti si Minka Gantar in jaz, o moj bog, Minka Gantar je prišla na moj dogodek, jaz sem tako. In takoj sem itak te začutila, da si taka lepa, svetla, sončna energija. Hvala. Totalno. In počaščena sem res, da sem danes tukaj s tabo. No, a veš, tako, jaz verjamem, da povezovanje je pomembno. Veš, ti imaš dogodke, jaz imam dogodke, na koncu, če se povezujemo, lahko nastane samo še nekaj lepšega, še nekaj več in ne nazadnje, se kdo od nas si ne želi lep partnerski odnos. Čisto vsi si želimo, pa vsi, tako kot mi samski pišejo, vsi si želimo istih stvari, iskrenost, pristnost, prisotnost, da se lepo meniš, da je lepa komunikacija, spoštovanje, ljubezen. Vsi si želimo isto, ampak kaj je pol toliko samskih, če si vsi želimo isto, ne? Zato, mislim, to je zdaj moj odgovor, je sigurno zato, ker imamo toliko ran iz otroštva. Toliko pač, in je zdaj čas, da to počistimo. No, res verjamem tudi v pretekla življenja. Se pravi, če imaš ti lekcijo v življenju predela določene zadeve, boš srečal ljudi, z namenom, da predelaš, da se postaviš v svojo moč, pa ne v tisto jezo žrtve, se pravi, zdaj pa jaz sem ranjen, zdaj bom pa vzel, ne vem, tako kot bom vzel brzostrelko in bom se pobil okrog sebe. Ali pa recimo tako kot ranjena žival, ker vemo, recimo tukaj okrog, veš, imamo divje prašiče, pa imamo šakale, pač tako noro se sliši po noč. Ampak prav divji prašič, ki je ranjen, merjasec, postane napadalen, ravno tako medved. Medtem, ko recimo opazujem, ne vem, če gledamo svet živali, kaj je razlika, recimo mama medvedka, da bo zaščitila svoj rod, je pripravljena narediti karkoli. A pa smo mi pripravljene, mi, ženske, samice, zaprav mame, ne zaščitimo toliko močno svoje družine in vztrajamo potem včasih tudi v odnosih, kjer vemo, da ni zdravo okolje in v imenu ljubezni. Ja, delamo, ampak to je res, to smo se tudi včeraj pogovarjali. Otroci nam pomenijo največ, to je naše bogatstvo, Mislim tako, pač jaz kot ženska, kot mamica, jaz lahko to 100% trdim zase, ampak mislim, da vse je dosti ženske tako smo in tako delujemo. Ampak zdaj, če gledamo, mi smo, največ nam pomeni, kako bomo tele naše otročke gor spravili,
In imamo tudi mi punce svoje vzorce, a ne, in pač imamo svoje vzorce in potem prideta dva, ker nikakor ne morata biti skupaj. Zdaj pa, kaj je bolj pametno, ne? Če hočeš ti dati dober vzor otroku, je bolj pametno, da greš narazen, pa pokažeš, lej, jaz sem se odločila za svojo lastno srečo in s tem vem, da jaz tebi dajem vzor, da boš ti znala najdeti svojo lastno srečo. In meni se zdi to ena izmed najbolj pomembnih popotnic, ker res ti ne želim dati, da boš gledala vse te stvari med dvema in boš dojela, da je ljubezen nekaj, kar to ni. A ne? In potem je ona lahko hčerka ali pa sina, ne, lahko, kakorkoli so lahko ful bolj srečni, ker vidijo mamico srečno, očeta srečnega in mamica in oče lahko čisto normalno sodelujeta. In se mi zdi, da s tem daš ful manj slabih vzorcev naprej, kakor pa če se matraš o tem odnosu, čeprav ti je družina najbolj pomembna vrednota. Ampak težka je to odločitev, ne? Zelo težka. Sam, ne vem, po mojem, jaz mislim, da je to bolj pravilno. Tudi, a veš, ena stvar, ko sta dva zrela, je to idealen scenarij. Dva zrela, vidita, da nista srečna skupaj, se pogovorita in živita vsak po svoje, skrbita za otroke. Tako. Če pa partnerstvo enega ali dveh nezrelih, pa pomeni, da bosta otroke uporabljala za orožje. Ja. A veš, in na žalost je tega preveč. Toliko smo ranjeni, pa toliko se ne znamo pogovarjati. Res, toliko se ne znamo pogovarjati. In pol to pride tako, ne? Ker je toliko obrambnih mehanizmov, a v resnici, če bi delo srce, če bi se sam dva srca pogovarjala. Ja. Veš, kako je bilo to lepo. Veš, kjer je pa to lepa slika, ne vem, če si videla. Oziroma, to so upodobili na enem festivalu v Ameriki, umetniki, ki sta tako dva, ki sta tako skupaj, si želite priti, ne? Ampak dva otročka znotraj sta pa tako stran obrnjena. A veš, ampak v bistvu si ful želite, ampak v bistvu to so ranjeni otroci in te dva stran, ampak ti si pa želiš priti z nekom skupaj in to pol boli, ker moraš iti s takim narazen, ker v bistvu si želiš biti z njim, ampak je tako ranjen otrok, no in zaradi tega delava ta seminar. In sem super, ko mi čakam, da bova to skupaj naredili, res super. Ninka, daj mi povej, kako si ti zašla v te vode, ker na koncev začela si koliko let nazaj? 15 let nazaj, bila sem 27 let stara. Ok, to kot moje hčerke. In kako si prišla, da si pri 27 letih začela delati dogodke za samske? Ja, to je bilo pa takole. Jaz sem že prej delala dogodke, take malo večje, za različna podjetja in sem videla, da mi to res ful odgovarja. Jaz sem res uživala v tem, ful akcijsko, vse to, scenarij, vse je bilo treba narediti, vse se povezovati z milijonimi, tako super. In pa sem videla, da vedno sem hotela imeti nekaj sama svojega, res vedno sem hotela, ne zato, da ne bom v redni službi, ampak zato, ker se mi zdi, da če jaz ustvarjam, da sem v neki taki fajn energiji, kreativi, ki me kar polne. In si želim tako nadaljevati, ker mi res to paše. In bila sem samska. In jaz sem rekla, zdaj pa tako, jaz pač si želim najti enega normalnega fanta. Če bom začela delati dogodke za samske, ne? Čisto je bilo. In sem začela s kulinaričnimi delavnicami za samske in smo kuhali in smo imeli vinčka in ful smo se imeli dober. Pol smo imeli veliko različnih stvari. Pol sem pa šele čez nekaj časa začela s hitrimi zmenke, ki so bili v tujini tak že ful hit, ne? In zdaj zadnje leto pa imeli smo pogovorne skupine že zdavni s terapeuti in veliko teh globokih vsebin, ne? Ampak zdaj soul dating je pa prav res, sem ga pa prav sama naredila kot neko novo dimenzijo spoznavanja, da se res pogovarjamo o odnosih. Super. In potem imamo še 1 na 1 s temi karticami. Recimo tukaj na vrh. Ja. In se res približamo na easy način preko tega orodja, preko teh kartic, da pridemo globoko, ne? Takoj lahko, ne? No, recimo o tebi, kdaj se počutiš najbolj živo? Telesno, duševno in srčno. Zdaj bom rekla, ta prva stvar, ki jo lahko rečem, je, ko plešem. Takrat, ko plešem, ko sem svojo hčerko, ko poslušam kakšno tako super muziko in se mi dve hecava hčerko. Takrat, ko mi ona reče, mami, jaz sem toliko srečna. Takrat se kar jokala bi. Takrat se počutim najbolj živo, ker vidim, da v bistvu vse, kar najbolj šteje, je ljubezen.
In ljubezen poganja ta svet in kakorkoli se sliši to kičasto, vem, ampak jaz vedno rečem, ljubezen poganja ta svet, ker kaj drugega pa poganja ta svet? Daj povej. Jaz se strinjam s tem. To je čisto srčna energija in ta je najmočnejša. Srčna energija je tista, ki bi mogla biti dejansko v vsakem odnosu, pa ne bojo to otroci, ne bo to katerikoli partnerski odnos. In če delaš skozi srce, zato ker imaš rad ljudi, zato ker rad delaš, to se vidi, to se čuti. Definitivno. In tudi se mi zdi, da recimo kakšni, ki razmišljajo, ki si želijo iti na pot bolj zaradi denarja, ok, mogoče, ne, ampak če ti delaš pa s srcem, pa če delaš predano, pa če si priden, tudi to, ok, čeprav beseda priden, pa vemo, ne. Ja, mora biti pridna, nisi bila dosti pridna. Ne tako, ne mislim tako, ampak če si res zauzet, če res hočeš narediti make a difference in the world, ne, ga boš pač na koncu lahko res naredil, ne. In meni je noro lepo, ko pridejo pari, oni jih meni na dogodek pridejo in me pridejo objet pari in se vsi trije jokamo. Ker pač mi dva sva toliko hvaležna, da sva se kle spoznala, ali pa kakšni, ki imajo otročke, pa jih pestvam, pa no, in pol, kako naj jaz to ne delamo, ne? Jaz sem zadnjič spoznala en par, sem prišla tukaj v Sežani plesati in jih poprašam, kje sta se pa vidva spoznala, luškana. In sta rekla, prninki 11 let nazaj. Pač tako, noro, res. In takole jaz zvem pola, veš, ker ne povejo vsi takoj, ne? In to me res osrečuje, no, tako. Res, kako naj pol to delam kaj drugega, a veš, ne? Mislim, to me res polni, ne? Delaš, ne? Lepo je, no? Lepo je to delati. Lej, kaj zate pomeni biti doma v sebi in kako se to občuti? Da sem jaz v svojemu miru. Jaz sem veliko delam, pa čez delam od doma, ne? Za vikende sem veliko med ljudmi, čez teden sem pa skozi od doma. In jaz imam skozi prižgano kakšno tako lepo muziko, meditativno, s temi pravimi frekvencami. In sem jaz skozi v enem takem zen moodu in v temu jaz ustvarjam in delam, imam fulene energije in idej. Pa pol, ko hčerka zaspi, pol meni začne ful tudi delati, čeprav bi bilo boljše, da se jaz malo umirim pa grem spat, ampak takrat imam mir, se umirim in takrat pride pol velikenih idej in potem spet razmišljam, kako bi še to naredila, še to in pa se rečem, da se pa malo stav. Vse je v redu, tudi če kakšen dan nič ne delaš, ne. Ja, taka sem pač, ne moram pomagati. Super, res. Katera življenjska odločitev te je najbolj oblikovala? In ali bi jo sprejela enako tudi danes? Ok, ta prva, jaz sem si skozi govorila, jaz sem pri 6 letih, sem rekla, jaz bom imela magisterij. Pa vsi, ona bo imela magisterij, jaz nisem imela pojma in jaz pa magisterij. A veš, ampak vse, a veš, ne, mislim, jaz sem ta cilj, ne, potem sem si rekla, ne vem že koliko časa nazaj, pri 27 jaz bi imela pač prvega otroka. Pač je bil moj prvi otrok res pri 37, ampak pri 27 sem jaz rodila dogodke za samske, ker so meni spremenili življenje, ne. Tako da ta odločitev in ta, da sem se pa odločila za mojo hčerkico, za otročka, je bila pa ena izmed najboljših odločitev v mojem življenju. Šele pri 37 sicer, ampak takrat je bil ta prav čas, da se je vse to tako poklopilo. No, če jaz tole pogledam, katera življenjska odločitev je mene najbolj oblikovala, dejansko to, da sem se odločila pri 22 letih, da pustim službo. To je bila v bistvu največja sprememba prav poti. No, sem rekla, to ni zame. In je bila taka prva največja sprememba in sem začela potem pri 22 pa pol že vitamine prodajati in sem pridobila znanje in začela potem pisati knjige. A veš, kako te popelje vsaka taka odločitev naprej. Pa recimo naslednja je bila pa sigurno otroci in bi isto naredila, isto, 3 hčerke. In ta zadnja, ki me je pa najbolj oblikovala, je pa sigurno to, da sem se po 25 letih veze odločila, da grem pač po svoje, da ne morem več na ta način, da lahko samo še umrem. Zakaj rabimo toliko časa? To se vedno tudi pogovarjamo, zakaj rabimo 25 let, zakaj rabimo toliko let, da no, jaz lahko odgovorim. Zakaj sem jaz rabila 25 let, da sem spustila? Ko imaš nekoga
bolj radost sebe, dobesedno. Se pravi, ko imaš sebe premalo rada. Ne? Ker če bi se jaz cenila, bi verjetno že prvič, ko je prišlo do prvega tega, bi rekla, tole pa rdeča zastava. Pa kaj drugič bi rekla, to je vzorc, bi mogoče zapisala, pa bi rekla, mogoče tretjič, četrtič, petič, bi rekla, tole pa ne bo šlo skozi moj filter, ampak ga nisem imela. Saj tu, ko moraš najprej sploh filter imeti, ne? Kako boš videl rdeče zastavice, če nimaš filtra? Tako, nisem imela filtra, se pravi, jaz sem imela pa v glavi, pač vzgojena sem krščansko in v Svetem pismu piše, ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, vse upraviči, z vsem se strinja, bla, 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 bla. Se pravi, opisuje vse to, kar na koncu koncev ni ljubezen, da vse upravičiš. So stvari, ki enostavno moraš reči do tukaj, ampak če nimaš meje, že meje nisem imela. Ampak če imaš mejo, v Svetem pismu bi lahko dodali, ljubezen do sebe je opravičljiva, je dobro, ne, da se počeš dobro. Tako, ampak veš, v tem pa ne piše nič. Ene besede ne piše o ljubezni do sebe. Jaz sem to očitno toliko ponotranila, to ljubezen vse upraviči. In sem leta kasneje srečala enega poslovnega partnerja, sodelovali smo več kot recimo 30 let nazaj in potem se nismo videli 20-25 let. In ga srečam in ga pozdravim, sem rekla, živijo, mi dva se poznava in reče, gospa, jaz vas ne poznam. Sem rekla, jaz sem Minka. Jaz poznam samo eno Minko. Minka? In ta prvo pa naredi. Ko pa dela tvoj mož, da tako dobro zgledaš? Se reka, ločila sem se. On se usede pa reče, ne. Minka, ki jo jaz poznam, se ne bi nikdar ločila. Ampak prav tako usedel se je, ne. Ja. A veš, to so še tudi te stare šole, saj je seveda povezan s krščanstvom, ampak to so res, mi smo zdaj tako prav, se mi zdi, naše babice, nikakor, to noben ni šel narazen, ker to družbeno ni bilo sprejemljivo in bolj si bil v vlogi žrtve, jaz se toliko žrtvujem za družino, za njega, za otroka in jaz sem dobra ženska za to. S tem so potrjevale svojo vrednost. In hvala Bogu, da smo mi pa zdaj v tem obdobju, ampak to so samo 3 generacije, a veš? Kjer letnik je tvoja mami? 52. 52, no, moja 47, ne? Se pravi, je ta povojna generacija trpečih žensk. In bolj trpimo, ne? Pa že prej, ne? Babice isto, ne? A veš, ne? Ni imela niti možnosti, ne? Zdaj pa, hvala Bogu, je drugače, ampak zdaj pa tudi veliko več samskih in zdaj pa tudi se govori o tem, kako nihče več nič ne potrpi. Ampak to rečejo ta šola, stara šola, tako rečejo, noben več nič ne potrpi, ne? Pa vsi so egoisti, pa tako naprej. Kaj meni moj oče rekel, ker sem jaz pa povedala, da pač ne zmora več v zakonu, meni moj oče reče, pa nismo le malo potrpeti. Po 25 letih. Pač ne moram več. In se rekla, jaz sem toliko stran, ki zbolijo za rakom, zato ker toliko potrpijo. Pač te izkušnje v mojem življenju res ne rabim. Enkrat mi je ena toliko dobro povedala ena prijateljica. Ko sem bila v odnosu z enim ne smem ga ožigosati, ampak pač je imel te velik tendenc za narcisa in je rekla, predstavljaj si, da vsakič, ko te on ful prizadane, ali z besedami, ali z dejanji, ali te ful poniža, ali je res žaljiv do tebe, ali te okoli, ne, predstavljaj si, da ti naredi zarezo v kožo. Predstavljaj si. In takrat je bilo tega tako, sem rekla, jaz sem čisto porezana, ampak, veš, na duši se ne vita, ne, mislim, mi že čutimo, ampak da drugi vidijo, in če bi oči tvoj videl, koliko si, recimo, koliko imaš ti teh zarez, bi rekel sam, ljubica, ne, veš, sam ta svet ni samo 3D, ne, ta svet je predvsem dušni svet, če mi tako gledamo, in če je tvoja duša tokrat poškodovana, pa kva bomo delali v teh odnosih, ne. In moraš imeti prav jajca, da greš ven iz teh odnosov, zato ker je težko iti iz takih odnosov. Ker nimaš vrednosti svoje postavljene. In ko si jo pa postaviš, pa tak tip sploh do tebe ne bo prišel. Veš, vem, da sem začela knjige brati, takrat Louise Hay. To je bila odskočna deska zame, da sem začela graditi svojo vrednost.
In zanimivo, veš, kolikor sem prišla k tem na dogodke, sem sprašvala moške, katero knjigo si zadnjo prebral. Tako zanimivi odgovori. Kaj sem bitcoini? Ja. Se še reči ne znam. Moraš tudi malo vedeti, da smo si res drugačni. Res smo drugačni. Moški gre na moški pomeni neki uspeh in pomeni v življenju, ta zunanji uspeh, nam pa ta notranjost. Zato smo si tudi tako različni. Tako. Veš, ne? Veš, ampak potem sem vprašala, razlaga mi in rekel, veš, koliko sem naredil na sebi. Wow, res, kaj podal, pa si pa naredil. Rekel, podcaste poslušam. Ja. Pač dober začetek, podcaste poslušam, ampak to še ni delo na sebi za moje pojme. Ker tisti, ki smo poškodovani, menim, da rabimo psihoterapeuta. Psihoterapeut ali pa terapeut, jaz mislim, da je to tak balzam za dušo. Tako. In ne vem, včeraj smo se pogovarjali o jezi, in veliko nas se sploh ne zna biti jeznih, sploh ženske, ki vedno pridne punčke. Ekonomlonca, ne? Ja, vse moški pa, da je moški fantki ne jokajo, ne? A veš, čisto nas narobe vzgajala, ne? Ja. In če ti jezo ne znaš izražati, ne znaš postaviti svojih jasnih meja in ne znaš meja postavljati v odnosih. In zakaj pride narcis v tvoj odnos? Zato, da te nauči prvič, da se imaš zdravo rad in drugič, da znaš postavljati mejo. Jaz sem se isto mogla naučiti biti jezna. Jaz tudi prej nisem sploh znala biti jezna. Sem se naučila biti jezna, kar pomeni, da sem postavila mejo in zdaj jo postavim lahko na lep način. Sploh mi ni panike več tako, ne? Niti ne rabiš biti tako, kot je ekonomlonc, ki samo... Ja, ne rabiš, ja. Ampak takoj poveš, ne? Eksplodira. To je najslabše, da takoj poveš na lep način, ne? To mi pa ni všeč, ampak na lep način, brez da bi bil kakorkoli pasivno-agresiven v ozadju. A veš, da si res v stiku s sabo pa rečeš, moram ti povedati, nočem te pri tem, pač s tem prizadeti, ampak meni se zdi, da pač to ni cool, ne? Da postaviš pač neko mejo. Mislim, da pač s tem pokažeš, da me ne spoštuješ. Jaz sem pač mogla povedati svoje. Ne vem zdaj pač, kako bova to rešila. No, da ti povem, da jaz pri sebi sem prišla do zaključka, ker očitno imam ta program se en toliko močno vseb noter, da rabim vsako stvar prespati. Da nekako pridem res do globokih svojih čustev, kako se jaz počutam. Ker na prvo žogo vem, da pač enostavno ne odreagiram. Se s tem ni nič narobe, mogoče je to boljš, ker na prvo žogo bi lahko... Tako, pač nimam vse tega, rabim prespati zadeve, če prespim, potem točno občutam, kaj občutam, da lahko skomuniciram. Ja, samo da ne spiš en mesec, eni rabijo pa en mesec, eno noč. Super, to je super. Eno noč in v tisti noči jaz zjutraj točno vem, tole bilo in tudi jasno skomuniciram, povem, jaz se počutam na ta in ta način, ali pa tukaj so bile prekoračene moje meje, to ne gre v moj filter. No, recimo, glih ena taka meja, ker sem jaz opazila, jaz zdaj tudi hodam plesati, veš? Super. In mi je ful dober, ampak raj povem en primer, sem šla enkrat na en pripravljen zmenek, ne vem, leto, dve, po ločitvi. Pač, kaj se je zgodilo? On ima tudi otroke, jaz otroke, pač približno enak stari in tako naprej, oba dva ločena. In ena gospa je pripravila zmenek in sem rekla, da pač jaz iščem za začetek nekoga, s komer bi lahko preživljala prosti čas. Zdaj, pač, kaj je on rekel? Vse bil pošten. Roke, glej. Je rekel, jaz za začetek iščem eno žensko za srečanja. Ok, se mi je bilo takoj, v redu, nisem jaz. Tako je pokazal, tudi govorica telesa marsikaj pove. Druga stvar pa je, sploh ti dotiki, ko, ne vem, nekdo sreča novo igračo, že takoj gre, ker je mogoče jezik ljubezni dotik, in se prehitro začne dotikati druge osebe. In če ta druga oseba nima jezik ljubezni dotik, se bo umaknila. Zaradi tega, ker je že preveč. In tukaj noter, pač jaz vem, da bi vsak mogel razumeti svoj jezik ljubezni
In tudi razumeti, da če je moj jezik ljubezni dotik, pomeni, da bom imela potrebo potem, da se te dotikam. Ampak nekomu drugemu bo to lahko že preveč. Ja, in je kar težko, veš, če imata dva v odnosu različne jezike ljubezni, ker potem ženska recimo si želiš, ali pa recimo imaš besede potrditve in če on nikakor ti ne zna reči, da te ima rad, da te ljubi ali pa da ti kaj lepega pove, tebe tako, a veš, ne, jaz si to res želim slišati in on ni zmožen tega povedati, ali pa pač, sej sem ti enkrat rekel, če v drugač, ne, tim povedal, če v drugač tim povedal, ne, mislim. Pač to ni, a veš, kako to slišiš? Ko bo drugače, ki bom povedal. Ja, se to. In kako se naj na to navadiš, če imaš jezik ljubezni besede? Pač rabiš slišati. Ja. Ali pa recimo ženske vse rabimo slišati, rad te imam. Kjera ženska si to ne želi slišati? Ali pa recimo jezik ljubezni darila. Ja. Nekateri, ki imajo darila, ni važno, prines eno kartico, tole, to je pa zate, zato ker te imam rad. Recimo, ali pa rada, recimo, če je to darila. In pa da to upoštevaš, in on pa recimo nima tega, pa se mu zdi, moram skozi nekaj kupovati, ali skozi nekaj delati, ali pa vrtnico, ali pa ne kaj, ne. In pač, moraš se prilagoditi. Odnos je vedno, da se prilagodiš. Ne moreš skozi sam en sprejemati, on pač ni tak. Ja, zakaj bi mogel en skozi to sprejemati, če je moja potreba, da mi reče, da me ima rad? Zakaj moram jaz pa kar sprejeti, ne? Ali pa tako, kot si prej rekla, ne? Moramo vse potrpeti, da je on tak, da je tak, ker a si ti potem v odnosu partnerka ali si terapeutka? A veš, ne, a je to enako vreden odnos, ne? Tako, a veš, tako. Saj moramo vsi potrpeti malo, vsak ima svoje fore, a ne? Itak, pri teh letih smo izoblikovani, ker pri 20 letih, če se dva najdeta, vse en sta prožna in, a veš, tako kot mlad drevo. Pri naših letih, pa za moje pojme, smo pa že, ali si hrast, ali si breza. Ja, in samski je tako, ne, dlje časa, ko si samski, bolj se navadiš biti sam s sabo. In bolj si rečeš, tole je super, in pol, glik zanč mi je rekel, pa da ona pride k meni domov, pa da mi ona reče, kako morajo biti krožniki, kako moram imeti jaz pospravljene omare. Čak, kaj? Ne? A veš, sam valjda, ne, veš, starejši, ko si, pa dlje časa, ko si samski, ne? No, kakšna je tvoja statistika pri teh, recimo statistika, verjetno imaš kakšen pogled, ljudje, ki so, recimo, grejo, koliko časa po ločitvi bi bilo pametno začeti iskati novega partnerja? Ja, jaz mislim, da se moraš najprej malo umiriti, da moraš malo samo refleksije narediti, da moraš sploh dojeti, kaj je šlo kle narobe, kaj je bilo tisto, kar jaz potrebujem v odnosu, si to napisati, kako se želim počutiti v odnosu, to je zelo pomemben. In pol, ko prideš do tega, ko imaš res vse tako lepo umirjeno, se že čist poravnaš sam s sabo, ko znaš živeti sam s sabo, začneš šele pol hoditi na dejte. Velika večina začne hoditi na dejte čim prej, samo zato, da je flajšter, zato, da si to bolečino malo lajšajo, ampak ta flajšter ponavadi nikoli ni tisto, ko ostane, ampak je flajšter in je razočaran ta flajšter in prizadanaš tega nekoga, to osebo. Pol tega naslednjega pa priješ sam, a veš, če greš ti z enega, od drugega imaš isti vibe, isto energijo, isto lahko narcisa privlačaš, isto, ker nisi sploh še po delu, kaj, v čem je fora, zato je res, treba se naučiti, da smo malo sami. 2 leti je moj odgovor. Jaz mislim, da 2 leti pa začni hoditi na dejte. No, to je zelo dober podatek. Ne vem, jaz vprašam, tudi tako, kar sem bila pri tebe, koliko je od zadnje veze? Ni še dolg. Ja, a veš, eni so, ampak so in ženske in moški so ful hitri, ker je toliko težko zdržati s svojimi čustvi. Ker si ranjen, pa je treba, ne vem, če si prevaran, pa si misliš, veš kva, ne, jaz grem tudi to, ne. A veš, ne, sam z isto rano prideš, mislim, še hujšo rano, ker si bil prevaran, prideš v to in ni v redu. Nekar pol vidim, da ljudje seveda govorijo o svojih ranah, ker v bistvu, ko si v vezi, se odpreš. In če govoriš samo o svoji rani, o ničemer drugemu, to ni glih privlačen. Ne, in tudi recimo na teh prvih zmenkih, ko jaz vedno govorim, dajte se pogovarjati o vsem drugem, sam ne o bivših vezah. Res, tako, ker res imate na voljo, imate toliko minut, ok, hitri zmenki so res hitri, pa
je bolj fora, da se začutiš energijsko, ne? Ni to prostor za to. To je prostor, en tret zmenek je to prostor. Zato je pa zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo. Ne? No, recimo, daj ti povej, kaj bi bilo pa recimo pametno vprašanje, recimo, ne vem, kaj si se naučil v zadnji vezi? To je zelo dobro vprašanje. Recimo, imaš še kakšno idejo tako? To je zelo dobro vprašanje in čim dobiš odgovor, da je on je vse zafrknil, ona vse zafrknila, to ni dobro, to pač ni tako dobro tudi predelo vse, da odgovoriš na tak način. Kaj si se naučil o sebi, je super. Kakšne so pa tvoje rane ali pa zakaj pa misliš, da je do tega prišlo? A veš, da se o sebi pogovarjaš, ne da se o drugmu pogovarjaš, pa o tej vezi na splošno, ampak tako, kaj te je ta veza naučila o tebi, ali pa kako ti najboljše funkcioniraš v vezi, kako bi lahko boljš funkcioniral v vezi, prejšnji mogoče, ne? Ali pa to, kaj si res ti želiš, kaj si tvoje srce želi v partnerstvu. No, to je res pomemben, recimo, ne? Kaj smo se naučili iz prejšnjih vez o sebi. O sebi, ne da boš o drugmu govoril, ker to nima nobenega smisla. Ker ni. On ali pa ona je bila taka, ona je bila, ne vem, tista, ki si najda drugega in tako naprej, ali pa kakorkoli, ne? Ampak da že imaš nek tako vid, zakaj je do tega sploh prišlo. Pa tako, ne, da se mogoče pogovarjaš že kar takoj lahko o komunikaciji, o načinu komunikacije, kako karkoli skomuniciraš in kaj te rani, ne, in kaj misliš, da odnos gradi, da malo preveriš, a se človek zaveda, da moraš odnos vsak dan sproti negovati, a se zaveda tega ali ne, ali misli, da kar je, a ne. Ampak meni se zdi, da je to toliko teh vsebin, da smo že vsi dosti na tem nivoju. Sam se mi zdi, da nikoli ni premalo, še vedno moramo. Zadnje sem poslušala tega Matthew Hussey. No, njega. Je rekel, da veze so podobne kot, recimo, prvič, ko greš na avion v ta first class. Vse novo, vse bleščeče, imaš kremico, to si navdušen, da tudi spati ne moreš, čeprav greš čez ocean, da enostavno je vse novo. Rekel, ko greš 10-tič v first class, sploh ti ni več zanimivo, ker enostavno se navadiš. In rekel, in ti imaš lahko partnerja prvo klaso, ampak se navadiš na to, da je čist normalen. Da ne čutiš niti več hvaležnosti, niti več tega vznemirjenja, enostavno ti je normalen. In to sem hotela reči, da hvaležnost, ne? Ti imaš lahko čudovitega partnerja, ampak če ti nimaš prakse hvaležnosti, to je toliko pomemben, res, ker tudi tale knjiga, kako se že reče, čarobnost, ali kako že, čarobnost, ta avtorca, ki je napisala Skrivnost. Tako, no, prav o hvaležnosti govori, no, cela knjiga o hvaležnosti, ne, da če si ti res hvaležen, se vsak počuti v bistvu, wow, jaz imam pa res en velik doprinos v tem odnosu in se čisto drugače začnejo stvari premikati. In tako da tile pari, ki so že dolgo časa skupaj, se mi zdi, pa da so res dobri pari, da znajo dobro skomunicirati po vse, se mi zdi, da je hvaležnost prva stvar, ki je vsak dan lahko na seznamu. A si prebrala knjigo Učinek medenih tednov? Ne, to pa nisem. Bruce Lipton. Bruce Lipton, celični biolog, piše o obnašanju v paru, sicer on je že tako, zgodbo začenja s tem. Vsako jutro, ko sem se bril, sem si ponavljal, nikdar več ne bom v vezi, nikdar več ne bom v vezi. Kakšna dobra mantra. Tako, pač odločil se je po ločitvi, ki je bila boleča, potem je imel neke mlajše ljubice in je rekel, na koncu sem se cmeril za eno kot 5-leten otrok, ker je dobesedno s kolesom najdla druga doktorja in potem sem se obljubil, da jaz ne bom v vezi. No, in je potem srečal na enem dogodku eno žensko, ki je bila prebujena. On delal na sebi, tudi predavatelj. In tudi ona, njegova žena, piše o tem, da kako je v bistvu med njima neka kemija, ki sta se prepoznala, ona je dva stekla in sta več kot 20 let že srečno poročena. In je napisal knjigo, pač Učinek medenih tednov, in ona razlaga skozi obnašanje, recimo,
na celični ravni prosti radikal. Prosti radikal je elektron, ki dela škodo, ki poškoduje celico, ki povzroča, da je pač enostavno povzroča bolezen. In pravi, da po večini smo mi prosti radikali v odnosih, zaradi tega, ker iščem nekoga, zato da se bom umiril. Iščem palco, iščem berglo, iščem nekoga, ki bo zapolnil mojo praznino, iščem nekoga, da me pač zapolni. Če si pa ti žlahtni plin, to je pa tako kot neonska svetloba, ti svetiš sam. In ko dobiš še enega žlahtnega plina, neonska svetloba se samo poveča. Se pravi, ni da zdaj ta rabi tega, ampak samo svetita še bolj. No in cela knjiga je pisana o tem, da priporočam vsakmu, preberite to knjigo. Učinek medenih tednov. In piše, prav zaključi se ta knjiga s pismi hvaležnosti, ljubezenskimi pismi, ki si jih one dva imata navado, da si pišeta te besede potrditve. To je spet jezik ljubezni. Potrjujem, opažam, kaj vse dobrega delaš v najinem odnosu, zato da nam je to lepo. Te igrice med dvema, da se ima da igrati igrice, pa da veste, da to gradi njun odnos. Po mojem, no pa dajva. Iskanju globine, recimo igrice, bo še ena naključna. To so Ninkine karte. Jih boš imela tudi za prodajo, ne? Ene druge. Ene druge, no ampak. Izvoli, po mojem je boš, da imava vprašanja, ker to so pa tako vaje za pare. A veš, ker zdaj lahko ne vereš. To je skupni simbol, na en list skupaj narišita simbol, ki vama pomeni stik ali povezanost. Brez razlage, brez besed. To so vaje za par. So vaje, tako in tudi jih imamo. Ja, in tudi imamo na ženske in moške. Aha, kjer bi pa zdaj ti izmed teh? Kaj pa bi jaz, zdaj da pogledati? Vidiš, tukaj je prav ta o jezikih ljubezni, to sva se že. Kako najraje izražaš ljubezen? Z dotikom, besedami, dejanji, časom, darili ali na povsem svoj način. To je zelo pomemben. Jezik ljubezni, jaz imam besede, dotik, dejanja. No, tako, jaz imam pa besede, to je prvo posvečen čas. Čas, ja, jaz sem mislila, da imam čas, pa ni. Ja. Lahko tudi handlam, če ni toliko časa, ampak rabim pa dejanja v smislu, da je nekdo tam za mene, tako, besede, da mi zna povedati, da sem mu pomembna. Tako. Pa dotik mi je tudi zelo pomemben. No, pri meni je pa tako, če ni besedne komunikacije, če ni neke povezave, ne se me dotikati. Ker recimo so pari, kjer pravijo, da prvo se fajn svajtava, pa v posli rašujeva. Pri meni to ne gre. Pri meni ne gre, zato ker ta prvo bova skomunicirala, ker je pri meni besede so pomembne, potem pa lahko se ostalo. To so čez drugi temperamenti. Jaz si mislim tako, starejša kot sem, bolj zasledujem mir v odnosu. Se mi zdi, da tudi kako bi jaz izbirala partnerja, bi ga izbirala tako, da se jaz ob njemu počutim mirno. Da se počutim, da sem lahko to, kar sem, brez da karkoli moram igrati, da moram nekaj biti boljša, kot se počutim v tem trenutku, da sem, a veš tako, da moraš nekaj fejkati. To jaz to ne moram. In tudi se mi zdi, da zelo dobro začenjam prepoznavati ljudi, ki fejkajo, ki pač nosijo neke maske. Res mi je pristnost, pa prisotnost, to mi je zdaj, pa ta mirnost, da si lahko to, kar si. Da je umirjeno vse, ne. Če bi morala z eno besedo opisati, kaj v odnosih iščeš, katera bi bila in zakaj prav ta? Ena beseda. Čustvena povezanost. Čustvena povezanost. To mi ful pomeni. Tako da sva na nekem istem nivoju čustvene inteligence, da si znava skomunicirati na normalen način, kaj si želiva in da se potem upoštevava. No, mogoče si odgovorila že na ta vprašanje, kaj zate pomeni pristen, zrel in ljubeč partnerski odnos. Tak, ki zdrži tudi nevihtne dni. Meni je ful všečen stavek. Kjer je doma ljubezen, ni ega. In ta ego so obrambni mehanizmi in kdo bo koga in ti imaš prav in jaz sem več od tebe in te forene. No, in ko to začnem jaz čutiti v odnosih, ne hvala. Ne hvala. Jaz bom šla stran od tega odnosa. Jaz si želim počutiti
da sem ok jaz, da je ok on in da lahko normalno komunicirava in da je sproščenost in lahkotnost. Mir, da si cool. Ja, da si v bistvu lahko samo ti, pa nič drugega. Tako, ne, da moraš nekaj nastopati in da moraš ful paziti, kaj rečeš, a veš, kako boš, ne vem, neki dal v stroj za pomivalca. Razumeš, tako da te je vse strah, kaj bo nekdo nekaj komentiral, a veš, ne. Tako da, mirno. To jaz iščem. Dejansko bi mogli mi gledati ne skozi kemijo, ki jo občutimo nekje, ampak koliko miru občutimo. No, tako, in glih ta kemija nas toliko zavede, ampak kemija ni energija. Ker rečemo, nekaj ima, eno energijo ima. Energija je energija, ampak kemija je pa čist kemijski proces in pravijo, budisti pravijo, da čim začutiš ti to noro energijo, noro kemijo, da ti takole dela, sam bejš stran. To so taki vzorci na pohodu, to so take, ne vem, kakršne koli karmične vezi lahko, sam bejš stran. Tako. In meni še vsakeč, kaj tako bilo, sam sem ugotovila, sam bejš stran, ker sem pa začutila mir ob nekomu, wow, mir, steber. Se doma počutamo, ne? To je fajn. Ne, to je res pomembno, ker v bistvu mogoče nekdo, ki samski išče tiste metulčke, kemijo, ne, mir. In veš, ne boš verjela, tudi kakšni 50 plus iščejo kemijo, pa metulčke. Meni se pa zdi, da se je mogoče, zakaj ne, čist je mogoče, ampak tako se včasih se vprašam, a je res kemija tista, ki si želimo, da nas skupaj potegne, ali je kvaliteta feelinga, ko smo skupaj, ki je bolj mir, je tist, ki je pomemben, ker kaj ti pol ostane na stara leta, kemija itak gre, to, kako znaš ti se pogovarjati, kaj te zanima, kako na način, kako se pogovarjaš, kako komuniciraš. Tudi na koncu jaz menim, da skupni interesi, skupni hobiji, da je to zelo pomemben, da recimo, če imam jaz rada morje in nekdo cel poletje visi v gorah, da sta zelo ekstremna, to bi šlo bolj težko, ampak recimo, če pa ženska rada pleše, pa ne ona hod na salse, zakaj ne, pač on ne pleše, v redu je, ni panike, ali pa če on hod na fuzbal, pa ona ni panike, se on tudi mora malo s prijatelji sama, tako da, ampak kakšnega skupnega bi pa fajn, da imata, Tako, kakšnega skupnega, čeprav jaz sem prišla pri sebi do zaključka, da mi ples toliko veliko pomeni in da je to, da sama plešem v dnevni sobi, me ne izpolnjuje. Se pravi, da ni nekaj, da hodam sama plesati, pa je ful fajn, grem sama plesati, uživam, ampak je to ta del, ki meni toliko energije dviga, da je škoda, da ne bi to delila z nekom. Ja, to je res. In ples v paru, to je res nekaj najlepšega. Zdaj sem se spomnila ko sem res 15 let nazaj, ko smo imeli že valjda plesne tečaje, plesne preplesavanja in žurke plesne, za samske sta se našla Andreja in Tomaž, ki sta zdaj poročena, imata 2 otroka in prav vem, tako vsakeč, ko sta mi napisala, pa ta prvič se spomnim, a veš na kater komad sva mi 2 prvič zaplesala. Ker mi se menjamo, menjajo se pač pari in ta prvi komad, ko sta ona 2 naplesala, je bil angleški valček Come Away With Me od Nora Jones in to sta imela na poroki in pač to sta mi vse povedala in a veš, si predstavljaš, in ko jaz plešem kdaj, ko grem zraven, pa z njimi plešem in ki so tisti lepi, čustveni komadi, ali pa bačata, ki res ti srce odpira. Toliko si želiš, da bi lahko to plesal z nekom, ki ga res ljubiš in on tebe. Ker to ni lepšega, kot to, da plešeš z nekom, ki se oba čutita. Tako, ples je res ena taka zadeva, recimo, ki meni osebno veliko pomeni. In vem, da to, da plešem sama v dnevni sobi, ni isto, Ni isto. Pa veš, da te moški vodi, a veš, že tukaj je čar, Tako. Zato pa je veliko samskih moških na plesnih dogodkih, in jaz imam recimo na plesnih tečajih, plesne šole imajo veliko žensk, jaz imam pa veliko moških, zato ker moški imajo agendo, želim spoznati samske ženske, in tukaj pa pridejo, in jaz vedno rečem moški, če boste znali voditi v plesu, imate velik plus za ženske. Ravno zdaj sva se pogovarjala s hčerko, glih o tem.
pač ima enega prijatelja in se reka, dajmo reči, on ne gre na tečaj, ki bo dobil samozavest skozi to, ker bo se naučil voditi, ker bo on bolj v moški energiji, ker on pač moški v plesu mora voditi. In ženske, ko mi čakamo, da nas moški vodi. Mi se moramo sam prepustiti. Ampak so tudi ženske, ki ne, takole me boš. Ampak to moški ti hitro rečejo, veš, ne. Tako da moramo se tudi ženske znati prepustiti in voditi, ne, v plesu res. Ja, no in to je v bistvu ena taka krasna zadeva, kjer se lahko zelo lepo povežeš. Zelo. Pa na koncu koncev, veš, sem bila 25 let v vezi in pol, ko pa si v vezi, je pa to lahko tak krasen ritual, ki ga imaš doma. Ja, ali pa ne, da greš enkrat na mesec nekam, kjer je glasba, greš plesati, se imaš fajn. Ali pa ful dobro, lahko pa tudi doma zaplešeš, ali pa doma zaplešeš, da si narediš zmenka, veš. In recimo jaz vem, da to je bila ena stvar, ki je pa mene vseeno povezovala v prejšnji vezi. Ker vsake 3 mesece sva hodila na ene take dogodke v okviru posla, kjer se je plesal. In to je bilo meni tisto super, ja, ne, tako fajn je, da imaš nekaj, pa da oba polne, da sta oba podobna v tem, ne. In fajn je, da najdeš partnerja, ki ga podobno polni. In veš, kakšni partnerji so, pari so najboljši, ti so tako high level, ki oba dva ustvarjata. Pač lahko vsak, ne rabita skupaj iste stvari, ampak vsak svoje ustvarja in se v bistvu ona dva toliko podpirata in ona cveti in on cveti. To je pa pač ta, ker se poznamo te pare, veš, ki so kakšni, ki so on, a veš, recimo Louis House pa ta njegova, kaj je že, ful sta lušna, no. In ona dva vsak svoje ustvarja, ampak se toliko se dobro v bistvu ne dopolnjujeta, ampak cvetita skupaj, no. A veš, kdo mi pade na pamet? Picasso. Picasso je ustvarjal, ne? In je risal te ženske in te, se veš, kako je risal te Picasso v stila, ne? In ne vem, če še nisi gledala njegov življenjepis, pač neverjeten. Picasso je izjavil en stavek. Je rekel, pač verjetno več, ampak ta je taga, ki ga jaz poznam, je rekel, da obstajata 2 vrsti žensk. Predpražniki in boginje. Zanimivo. Je imel več žensk, ampak samo eno je označil za boginjo. In ona dva sta oba ustvarjala, ona je slikarka bila, njegova muza, ampak pol je najdel drugo muzo, pa je pol že odplaval naprej, ampak v glavnem... Umetniki malo so tudi, ampak tako neverjeten, res neverjeten glih skozi ta ustvarjanje. Zdaj pa vprašanje za žensko, znamo biti boginje? A znamo sploh biti v ženski energiji, ker ta svet je zdaj ful, gremo to, akcija, sploh nimaš časa, da se ti umiraš, da imaš tak flow ženski, ampak moramo se kar po mojem znati. Jaz recimo vem, da ko plešem, sem ful v ženski energiji in ko mi tega manjka, jaz sam vem, da pač pa id plesati. Ne, res je lepo, če dva plešata, ali pa karkoli, ne. Enega imam, ki je tudi pri meni najdu punco in hodita v hribe, ful rada, vsak vikend nekam gre, to je njima noro dobro, veš. Tako. En je pa tudi recimo en samski, zdaj sem se spomnila, on pa prva stvar, ki si želi, je to, da bi imel žensko, ki hodi z njim v gore. To je njemu najbolj pomemben. Da bi pač najdel žensko, ki bo z njim hodila v gore. A veš, eni so pa pač to hočejo, eni hočejo to, ne. Ampak deep inside imamo pa vsi spoštovanje, iskrenost, veš, predanost, ne. To pa imamo vsi. Veš, kad na takih dogodkih, recimo kot iti v gore, veš, tam se povezuješ, tam govoriš, tam klepetaš, tam nekaj novega vidiš, veš, tam se nekaj ustvarjaš. In si v naravi, v gozdu si, ki te itak pomirja. Pa skupne spomine ustvarjaš, veš. In čim več teh skupnih spominov, ki ti reče, a veš, ko sva bila tam, kaj je bilo to? Ja, in to gradi pola, ne, situacija na situacijo, lepo na lepo je pola. Tako, a ne, in pa je res ta učinek medenih tednov, ki lahko traja, ker je toliko stvari takih, recimo naprav Bruce Lipton razlaga v knjigi, da one dva z ženo sta na začetku hodila na vikend pobege v koče. Lepo. Ker sta bila sama.
In sta prav imela, ne vem, vsake toliko časa, vikend pobeh, samo one dva. In sta klepetala in se povezvala in pač vse to, kar pari delajo na koncu, ampak v glavnem, očitno jih je to toliko zaznamoval, ta vikend pobegi, da sta v knjigi to napisala, ker je toliko lepih spominov, ki v bistvu ta ogenj ljubezni še vedno ohranja živ. No, ni lepo. In pa skupaj nekaj skreirata in je to njuno sveto in potem lahko to lažje, v bistvu tudi res sta v tej povezanosti. Ne? Tako. Veš, jaz vedno rečem, če smo mi v istem boatu, a ne v istem čovnu, ne da smo en proti drugem, da smo v istem čovnu in ko pride problem, da skupaj veslamo, da je vedno tako, ok, ti vidiš tako, jaz vidim tako. Kako bova to čim prej rešila, da bova mi dva ok? Ne? Da je tak način razmišljanja, se mi zdi v bistvu najbolj fajn. Ja. Če je tako, pa res gremo lahko na dolgi rok. Da sva mi dva proti izzivu. Ne pa kaj jaz, kaj ti, ampak mi dva proti, kako bova rešila? Jaz se je v bistvu v paru, vse to smo že vsi sprobali, kjer sta en proti drugemu, je v bistvu tako, da dva sedita v istem avtomobilu ali pa na isti barki. In nekdo skoči dol. Jaz se ne grem več s tabo, pol pride nazaj, preplava sosede, deva spet nikamor ne prideš. To je tako naporno. To se samo vrtiš v začaranem krogu. Če pa dva, ki imata, ne vem, cilj, sploh takole, če smo samski cilje, da sva oba dva zadovoljna, da znaš komunicirati, jaz rabam to. Vedno pridemo do komunikacije. Vedno pridemo, če si znamo povedati, ampak se moramo najprej dobro poznati. Kaj rabiš, kaj čutiš, kako si se ob tem počutil. In se navaditi, da to nisi ti kriv, da ni on kriv, ampak iz sebe. Če to res bi vsi znali, bi bilo to super. Res bi bilo lažje, ampak je pa tudi res, da gledamo kombinacije. S kakšnim si bila ti taka, kaj si, pa je bila kombinacija z njim čist drugačna, kot je kombinacija z enim drugim bila. Pa si ti ista, pa si imela isto zavedanje, ampak kombinacije so tako pomembne. To je pa isto pri plesu, z nekom se ujameš, z nekom ne. Ja, pa lahko oba dobro plešata. Pa enostavno ne steče. Neka kemija, nekaj je med tega nevidnega, ker z nekom enostavno steče. Minka, kaj pa ti praviš, recimo nekoga spoznaš, ga vidiš prvič v življenju in dobiš en feeling, ne, samo z njim recimo ne bi plesala, ko smo glih na plesu. Kaj bi ti predlagala taki ženski, kaj tako začuti? Prvi feeling bi se morala tega res držati. Ker prav tisto ni mi všeč. In se pravi, tudi ne bi plesala in tudi je škoda pol karkoli več s tako osebo graditi. Ker je prvi feeling, mi tako preberemo energijsko polje. To pomeni, da naša srčna čakra hodi približno 2 metra pred nami, pač tako močno sevanje ima. In mi najprej začutimo človeka. Se pravi, ga začutimo veliko prej, preden odpre usta, pač mi začutimo energijsko polje. Seveda potem nam rečejo, možgani pa rečejo, pa daj, no, se ni toliko, pa ne, a veš, nam pa že možgani rečejo, ne vem, ne, se dobro pleše, a veš. Pa to imamo tudi veliko željo, da bi že z nekom bili, recimo, tako, in pač pristanemo, ampak tisti prvi feeling, ki pa kasneje rečeš, pa se sem vedela. Se sem vedela. Se pravi, zdaj pa toliko biti v stiku sami sabo, da prepoznamo te prve feelinge. Veš, to je pa dejansko včasih problem. Recimo, jaz ti povem zadnji tak primer, z eno prijateljico sva šle plesati, bilo ful zanimiv. In sem jaz pač njo, pa še enega, ki pač tam hod plesati, sem jih videla. Že prvič plesati in jaz gledala, wow. No, zdaj sem pa prvič z obema govorila. In sedimo, pač ona pravi, sva šla na kavo, nekaj ni v redu, pa k mami hod kar naprej, pa čudan je, pri 50-ih nima ne otrok, nima veze, nekaj čudan. Jaz vem, kaj je čudan. Nisem mi še povedala, ampak tipično je bilo, kaj je razlagal, prsten glej. Pač gej je. Sicer ne vem, če on vedi. Ja, ampak ko sem opazovala, kako opazujem ta njegov prstek, pa to, veš, pač ful je lep.
Ja. Ful ima prijateljc. Aha. Ja, pač, Ampak njej pa ni potegnil, da bi ne, lahko ne, on bil rekla gej. je, da ni kemija, da sicer, da dobro se ujame v plesu, Aha. ampak da nič ni nobene povezave, ni res nič. A veš, to pa vseeno začutiš, Ja. če med dvema nekaj je več, ja. to se začuti, pa ni Ja. zdaj to tista spolna energija, da bosta kar šla nekam v poslo, a veš, da je samo spolna energija, pa se začuti nekaj je med njima. Ja. A ne? Ja. Ne, med njima ni nič. Se pojameta v plesu. Ampak je ful bilo zanimivo, pač tako. Gej frendi so itak super za iti z njimi zaplesati. Ja, pač A ti veš, prijateljice tudi če je- so super. Ma super, in tudi če si ti v vezi, a ne, greš pač z gej frendom plesati in tudi tvoj mož je lahko čist brez skrbi, a ne. Recimo, No, ne. tako, to bi bilo v bistvu odlična varianta za Ja. pare, a ne, Ja. kjer je pač mož ne želi plesati, ona Točno želi to. plesati, si najde. Pač, Točno to. In zato imam jaz Gej v matchmaking agenciji, imam eno storitev, ki jo imenujem Rent a Dancer. A veš, da si lahko rentaš plesalca, Wow. ki bo s tabo plesal cel večer. Ker recimo, meni je to the best storitev, zakaj? Ker ful imam malo časa, takrat, ko lahko grem plesati, bi pa res rada se naplesala. Pa ne bom tam tako le stala, da me bo kdo prišel iskat, ampak jaz pač enega sem si najela, ne, in bo z mano plesal, in on je plesni učitelj, in on bo z mano plesal. Ne, in bo Wow. spila en drink, in jaz bom cel večer plesala, in mu bom sam rekla, hvala, to je bil najboljši plesni event za mene do zdaj. Vodil me je nekdo, ki zna plesati, nič ne pričakuje od mene, moj mož bo čist zadovoljen, a veš, ne bo, a razumeš, ne? Wow, Meni se zdi ta A ste storitev ful slišale? dobra. Kako dobra zadeva. Ja. Koliko to stane? 60 evrov na uro, tako da ni No, neki ful. ma, a veš, ne, ni, glej. čisto redo je. Ja. Noro. Ja, sam nič kaj dosti ne oglašujem teh dodatnih storitev, ki jih imam, ker je toliko dogajanja, toliko je dogodkov, toliko je vsega in še personalizirano iščem za ljudi po vrednotah, po interesih, po življenjskem stilu, da enostavno nimam časa, da bi še to propagirala. Ne. No, mislim, dobro je vedeti. Dobro je vedeti. Dobro je vedeti. Ja. A greva še na kakšno? Ajde, če hočeš. Kaj lahko. bi, če bi zmogla preživeti leto dni brez telefona, interneta in družbenih omrežij? V bistvu najraje bi si to želela, samo zelo težko, ker kako bi pol delala, težko. Ne, to Sem ne gre, čisto ne. upeta, ampak bi pa si zelo želela. In šla bi na potovanje okoli sveta, brez vsega. Ja. A res? No, svojih hčerkic bi šla. Ampak Wow. če bi lahko, bi to res naredila. To bi pa Wow. bilo noro leto. Wow. To sem že šla enkrat, veš, sem šla za 99 dni na potovanje po diplomi in sem šla od Kitajska, ampak samo en del Kitajske, pa potem Laos, Kambodža, pa Tajska, pa Vietnam. Wow. Ja, 99 dni. To je Super kar potovanje. 3 mesece. Ja. Prav, ni bilo 100, prav 99. Wow. Ja, to je bilo pa potovanje mojega življenja. Super je bilo. No. Kako zanimivo. Recimo, jaz brez telefona, kamot, interneta, družbenih omrežij, brez problema. Ja. Ampak jaz pa mislim, da bi bila kar doma, pa bi vrtnarila. Pač, meni je pa tako dobro biti doma. Pač Saj je. imam rada potovanja, rada kam grem, ampak še raje pa pridem domov. Pač to mi je pa tako dobro. In lansko leto sem predelala 6 piščančkov. In zdaj imam 2 petelinčka od teh 6 piščančkov, Wow. ki ne razumeta, da morata kikirikati ob 5 zjutraj. One 2 kikirikata ob 2 zjutraj. Oh moj bog, okay. Moja ima to testosteron del. Pač noro, ob polnoči. A Petelin res? kikirikajo, ko sta zblojena. Samo imaš pa jajčka, ne? Ja, imam domača jajčka. Bravo. In zdaj so putke začele nesti, imam taka mini jajčka. To je pa to dobro, je super. Ja, To je pa več ena bi izmed bila najboljših doma. stvari. To je, enostavno bi bila več doma, ker mi je toliko dobro biti. Ful je dobro biti Dobesedno doma. Jaz delam od doma in jaz potem grem na dogodek in ko mi čakam, da pridem nazaj domov. Ja, Ali pa grem nekam in ko mi čakam, da spet pridem nazaj domov. ja res. sploh, ko imaš otroka, se mi zdi, da je to še bolj. Tako tak zen, narediš si A ne? mir. Sej delaš skozi, pa moraš tudi ogromno stvari. A ne? Sploh, če imaš pa hišo, pa okoli hiše, pa pol sem še dodatno. Ne? Ampak Ja, vedno starejši, ki smo meni babi rekla, veš, mi da z babi smo ful povezani, bili
ful od majhnega, ko sem bila dojenček, jaz sem bila veliko bolana in po bolnicah in potem je bila ona veliko z mano, no tudi mami, ne, da nam rekla, ampak z babi so bile že od takrat od majhnega čisto povezani in babi sem jaz pol tudi na starost, ko sem jo vozila, ko so bile skrb, tudi ko ona umrla, sem bila z njo na tem prehodu, mi da sva res in tudi tako so, še zdaj sva ful povezani. No. Wow. In ona je meni vedno rekla, boš videla. Želela si boš biti samo še doma. Jaz pa ne, babi, ti bi mene skozi sam doma dala, jaz bi šla potvati, jaz bi tret. In zdaj vidim, koliko je imela prav. In skozi mi je govorila ta stavek, boš videla, nekje je nekdo, s katerim boš srečna. To mi je skozi govorila. Ona je bila taka modra gospa, res. Res, ful so bile povezane, še zdaj sva. Prav ta ista povezava je še zdaj. Jaz se čutim isto, kot ko sva bile, ko je bila tukaj. Leninka, mogoče je tole en tak stavek, s katerim bi lahko kar zaključili ta en klepet. Nekje je nekdo, s katerim boš srečna. Tako. To isto jaz rečem samskim. Zagotovo je nekje nekdo, s katerim si lahko srečen. Sam nikoli ne nehati upati v ljubezen. Za nekatere pride malo kasneje, nekateri imajo srečo, pride že prej, ampak če ti verjameš v nekaj, če Joe Dispenza verjame, da se lahko pozdravi brez operacije hrbet, če lahko, zakaj si ne bi manifestiral, ali pa mogoče je to zelo modern izraz, ampak srčno frekvenco naštimo na to, da lahko nekoga spoznaš, zakaj to ne bi bilo mogoče, če se to da? No in prav ta, veš, lih par srčni frekvenci, veš, zadnji sem poslušala ravno tako en podcast in je bilo v tej smeri, da če se ti odločiš, da boš imel več denarja, več delaš, več varčuješ, pa je to. Če se odločiš, da boš shujšal, greš v fitness, začneš delati stvari, spremeniš prehrano, shujšaš. Pri partnerskem odnosu se ti odločiš, da boš prišel do lepega partnerskega odnosa, ampak se pa gre za to, da nekoga srečaš, ki je kompatibilen. In ni nujno, da je to prva oseba. Lahko je 10. oseba. In to pomeni prav statistiko, sem poslušala, da dejansko bi mogel iti na, če sem si prav zapomnila, na 100 zmenkov, da ti dejansko lahko dobiš tako osebo, ki je kompatibilna s tabo. In razlaga, to je pa še en drug podcast, razlaga o tem, da kako prehitro pristanemo na tisto maja, se nekako je v redu. In potem pol leta zaljubljenosti, oziroma te kemije, ker hormoni delajo po svoje, pol leta, kjer se matraš v odnosu, potem pol leta porabiš za to, da se rešiš odnosa, in potem pol leta okrevanje, se pravi, sploh na svet je bil za ženske, ki jih biološka ura preganja, ali tudi moške, ne? Če ti 2 leti porabiš za vezo, ki je skoraj, ali pa samo zato, da nisi sam, leta grejo. In zato je res pametno vedeti, kaj želiš. Res je, da si tudi zapišeš. Da si zapišeš, kaj ti želiš, kaj te pomeni. In da ni, da bomo, ker to pa mnoge ženske še vedno delajo, no, verjamem, da ne samo ženske, da mogoče tudi kakšen moški, zdaj bom pa druga popravil. Ja, ne. Zdaj, ko se bo pa on spremenil, bova pa mi dva srečna. Ali pa on ima tak potencial. Ne, vzameš ga tazga, ko zdaj on je. A ti je všeč ali ti ni? Nič, ne, mislim. Potenciala, ne? Se pravi, to nekaj, ko bi bilo, če bi bilo. Kaj bi, če bi, ne, tako je, kaj je, a ti je všeč zdaj ali ti ni? Tako, in je dejansko v odnosih pomemben vzemi ali pusti. Tako, to, ko sem, da sprejemanje. Tako, sprejemanje. Ta orhideja ne bo nikdar vrtnica. Tako je, in on ne bo nikoli imel v sebi, to je ful dobro, en na dizel dela avto, en dela pa na benzin. Ja, ne moreš da ti, da bo on dizel, če je benzin, ne moreš. Tako. In pa je treba čim prej to videti in iti čim prej pol stran. Tako. Drugače res samo in potem otroci dobivajo slabe vzorce, zato ker nočemo nekakor sprejeti, da on ima pa pač benzin. Tako. In zdaj ga bom jaz imela še bolj rada, to je bil moj vzorc, veš. Še bolj rada, ker če bom še bolj rada, potem bova mi dva srečna. Ja, ne gre na ta način. Ne gre.
No, ampak ja, lahko mogoče res zaključiva vsem s tem. Nekje je nekdo, s katerim boš srečna, ampak daj prvo poskrbi za to, da boš ti srečna, a veš, sama s sabo, pa da boš potem vedela, kako je biti srečen sama s sabo, kako dobro se lahko počutiš sama s sabo, ker če se boš tako podobno počutila z njim, z novim, je to, a ne. Če pa on te ful ruš, to dobro počutje tvoje, če ti nekako ruš, da nisi več to, ne moreš biti toliko v stiku sam s sabo, ali pa ne. Pol veš, da je to neka rdeča zastavica, da to ni ta prav človek zate. Ne? In mogoče je pametno, da smo, jaz vedno rečem, pametno je, da pametno izbiramo, ampak da vedno izberemo s srcem. Ker starejši, ko smo, malo smo ranjeni, malo smo tako, ampak zato pa uporabljamo glavo, sam spet ne biti preveč previden, ker pa noben ne bo, a veš, ne boš spustil teh zidov in pa nobenega ne boš niti spustil v srce, ker tudi če bomo prizadeti, smo se pa kaj iz tega naučili. Smo si pustili ljubiti in si pustili biti ljubljeni in kaj pa je smisel življenja, bolj kot to, da ljubimo in da smo ljubljeni. In da če smo na poti iskanja do takega odnosa, tudi če imamo slabe izkušnje, če imamo 3 slabe izkušnje, to še ne pomeni, da bo 4, ali pa če imamo 6 slabih izkušenj, ne pomeni, da bo 7 slaba izkušnja. In da ne naredimo nekega skupnega imenovalca, vsi moški so taki, vse ženske so take, ampak da smo v iskanju tega, kar si res želimo in da zasledujemo valjda pamet, ampak nujno tudi srce. Oboje mora biti. Izbira mora biti iz glave in nujno tudi iz srca. No, tako. V glavnem, hvala, ker ste bili z nami. Dajva zakončiti eno mojo karto prehodu v novo dobo. Za tele dušice, ki so vztrajale z nama do konca. Pa, 22. februarja. Tale je padla. Čakaj, da vidim. Višja zavest. Jaz mislim, da je ta prava. Višja zavest, zdaj še enkrat preber, prosim, naslov dogodka. Zavestno ljubezen, čiščenje čustvene prtljage za lepše partnerske odnose. 22. februar, celodnevni dogodek, nedelja. Višja zavest. A vidiš, in jaz si toliko želim, da bi začeli oblikovati zavestne odnose. To sam pomeni, kdo sem jaz, da jaz vem, da se poznam, pa da se tudi on pozna. In pa si sam to skomunicirava. Da se znajo pogovarjati, da se naučiva te veščine komunikacije in potem gremo v višjo zavest. Odnosov. Viš tole, vidite, in sama je ven poletela višja zavest. Tako da res uživajte in če čutite, sploh pa tisti, ki ste samske, Ninka ima take storitve, kjer se bo sigurno počutila dobro tudi vaša duša. Pejte ven iz te škatlice obdobja, ker pač najtežje je narediti korak, pa reči, ok, zdaj sem pa pripravljena, grem naprej. Ali pa pripravljen, grem naprej. In si dovolite spoznati nove ljudi, ker na koncu meni je enostavno zabavno spoznavati nove ljudi. Tako, in da se odpreš v bistvu, da se odpreš novim priložnostim, ker to je, recimo, jaz res ponujam ocean priložnosti, res tak prostor ogromen, zato da se ti lahko na lep in enostaven in lahkoten način spoznavaš. In to ni nič tacga, to res ni nič tacga. In vsi te predsodki, ki so, joj ne, pa to me bo kdo videl, pa tam so sami čudni, pa tako, ne, to so res cool ljudje. A veš, mislim, Minka Gantar je prišla k meni na dogodek. No, jaz sebe ne jemljem tako, da sem, ne vem, nekdo, ampak me je pa potegnil tako, kad sem dala pač se pravi soul dating. Soul dating je naslov. Na koncev to me je potegnilo, ker sem rekla, ok, se pravi, so tam ljudje, ki so pripravljeni govoriti. In pač, dobro, nisem še srečala take duše, ampak teč hudga, to ne pomeni, da je nekaj, da se moram nekam skriti, ali karkoli, ker smo na koncu vsi ljudje. Tako, in je res dobro, da, ker za svojo lastno srečo ne moreš ti čakati, da ti v en potrku na vrata, ampak pač moraš se malo driniti. Sploh pa, a je res cona obdobja to, da smo ves čas sami, ali je cona obdobja to, da nekoga imamo,
kaj prijetna dvojina lahko recimo, ne. Tako. Tako da mi samo mislimo, da smo v eni coni udobja, ali pa ljudje, ki so v odnosih, ki niso dobri odnosi, a je to cona udobja? Ja, če ni dober odnos, to ni cona udobja. A ti povem, kakšna cona udobja je to? To je tako, kot bi nosil čevlje eno številko premajhne. Pač to ni vidiš, cona udobja. Ta je dobra prispodoba, ja. Ali pa recimo pancerje, če smučaš, Ja. ki te tiščijo. To ni Ne, cona to ni- udobja. Pač. Ne. In zdaj lahko, da se navadiš na te pancerje, ki te tiščijo, ampak sigurno pa Ampak to ni. nohti te skozi bolijo, a veš, Se pa to. skozi imaš za, kako se že reče, za Za nohtan. nohtan, Skozi imaš za ja, nohtan, pa- ki te zebe, a veš, Tako. ne. Tako da jaz mislim, da je veliko boljša cona udobja to, da si med ljudmi, ki so odprti, se spoznavate, vsi so samski, vsi so na istem, z istim namenom tam, da se pač lahkotno spoznavajo, ker, a veš, Tako. imamo spletne A veš, aplikacije. Leninka, veš, kaj je zanimivo? Ko gremo, recimo, pancerje ali pa čevlje kupovati. Ja, A ne? Je normalno, da probaš, pa rečeš, da tukaj se ne počutim glih dobro, tam me malo tišči. Tako, ne. da je to. a vidiš, kle to upoštevamo, A ne? veš, za čevlje nam je čisto Ja. normalno, ali pa pancerje. Ja, ne? ja. Boš najdel tistega, ki ti je res Ki ti dober, paše, ki ti tako. paše, In ki ti vzameš ne si tišči. čas. A Tako, veš, za pancer si vzameš čas, ali pa rečeš enemu, a mi lahko ti svetuješ, kaj je prav tukaj, pa da dan klep prsta, klep Tako, prsta, pa je dobro tokle to. v redu. Ne? In veš, da boš z užitkom Ja. potem smučal, Tako, ne boš dal ta prve rabljene pancerje Ja. gor, pa reči, to trpim, Ja. pa imaš pa največji užitek takrat, ko jih daš dol. ja. No in kje je zdaj cona udobja, kad daš pancer dol, ali Ja. kad ga imaš gor, Ja. ne? Bi mogel biti takrat, ko ga imaš gor, ko smučaš. Ja, To bi tako. moralo In biti to je cona odnos, udobja. je, da odnos je pa pot. In Tako. smučanje je pot. Tako. In naj bo ta pot lepa in lahkotna in topla in nežna do sebe, da je Tako. nežen pancer. A ne? Ne, da tam, In je res pa tudi recimo užitek smučati, Tako. če imaš dobre pancerje. ne? tako, vidiš, pa smo Verjamem- pri smučanju, ne? Tako. In dejansko isto je v partnerskem odnosu. Je užitek Ja. biti v partnerskem odnosu takrat, ko Ko imaš dobrega uživaš, partnerja. ne? Tako, in ko, Tako. ko je lahkotno. In, Tako. evo, in če je pancer, ti je top, paše, je lahkotno smučanje. Tako. In jaz vedno rečem, ena izmed stvari, ki jo bom jaz definitivno zasledovala v odnosih, je lahkotnost. Tako. Čim ti čutiš eno težino, nekaj sem narobe rekla, težina, nekaj čutiš, a ne? Ne. To je bad vibe, to ni dobro. Tako. In to bi mogli že takoj prepoznati. Tako. Zato je pa tako pomembno, da smo v stiku sami s sabo. No, in tudi tukaj povabilo na kakšno mojo delavnico, na tečaj, online tečaje. Prav to delam, zato ker želim, da ljudem pomagam, da sčistimo svojo težo. Ne? Ko ti sebe, svoj ruzak razbremeniš, takrat dejansko lahko to svežino preneseš v partnerski odnos. Ja, in potem lahko Tako. siješ in Cvetiš. cvetiš in si tak, kot tele tvoje lepe slike. Res je prav, klele v mojem kadru, si ti čist na sredini unga kroga, vi ne vidite in si prav okoli tebe pravuna, da si iz, ne vem, iz totalno kreativnih nebes. Prav tako In izgledaš. so te slike so nastale dejansko, ta slika je naslov Prehod. Aha, In je prehod, in sem jo slikala par dni potem, ko sem uspela zapustiti 25 let veze. wow. In mi je bilo tako, tak prehod, taka osvoboditev. In ja, Ampak ti sem prihajaš, ne? Istem sem. ja. In ta slika za tabo, ta je pa vibracija obilja, je pa tako ful nebeška energija ima gor. In to sliko ponavadi, takrat, ko delam terapije, je tako, kot da se povezujem z njo, preko nje z angelsko energijo. Tako, sploh ta del in je nastala. Tako, nastala je. Ampak še vedno si prizemljena, ker drevo je prizemljeno Ja, in bogato Ja. krošnjama in gre gor. ja. Lepo. In to je zelo pomembno, da sanjaš, Ja. kaj bi bilo, če bi bilo, ampak življenje je In si tukaj, a ne? tako, in zdaj naredi si življenje tako, da res uživaš. In to tukaj in zdaj, a ne? Tako, tukaj in Ja. zdaj, ne Ja. enkrat čez 15 Ali let, pa ko bo, kaj če bo bi v bilo. naslednjem življenju. Ali pa ne vem, tukaj smo, mi smo zdaj sem prišli zato, da bomo tukaj Tako, se imeli lepo, da bomo uživali, da bomo gledali razreševali stvari, zato da nam bo polne. tako. Tako.
naredi nekaj zdaj v tem življenju in jaz vidim pri mojih mogoče strankah, spravite se iz cone obdobja. Pač, to je ena stvar, veš, tako hitro postanemo zadovoljni v svoji nesreči, mogoče. Veš, kaj me je enkrat rekla, ker sem 15 let nazaj začela in smo delali turške večere v turški restauraciji in je bila plesavka in sem imela vedeževalko iz kave in samski in jedali smo in fulalo lušten. In ta vedeževalka iz kave, ki pač se to spijam, ona pogleda v sedlino in je rekla, takole ti bom povedala, draga punca, za tebe bo gor ful lepo poskrbljen, ker te bo toliko ljudi hvaležnih tukaj v tem življenju, da bo gor zate. Prej lepo. In jaz sem, wow, in to še zdaj se spomnim. In pa, ko so te lepe zgodbe, si rečem, mogoče je imela pa prav, res. No, vidiš, to so poslanstva, ne? Kar res delaš skozi poslanstvo, kar veš, da pomagaš ljudem, da delaš dobro. Ja, in to si res na pravi poti. Tako. To res veš, da če ti vse to potrjuje, da je to okej, pa da je, a veš. Je vredno tudi takrat, ko naletimo na kakšnega človeka, ki je v svoji žalosti ali pa agresiji ali pa kakorkoli, pa z zaprtim srcem, je vredno, zato ker veš, da delaš dobro. Tako, to je najbolj pomemben, ker veš, da delaš dobro. Da delaš neko spremembo v svetu, pa tudi če je ena čist majhna sprememba v svetu, a veš, se mi zdi tako, wow, lepo se mi zdi to. Nima veze, ker na dušni ravni jaz mislim, da sploh ni, koliko je nekaj velik ali pa nevelik. In a veš, na kaj se spomnim, tako, enkrat se spomnim, imela sem nov avto 15 let nazaj, eno prostorca smo kupili. In grem iz zdravstvenega doma in, veš, eno prostorc ima itak placa, ne? Še, veš. In se peljem iz zdravstvenega doma in vidim eno babico, ki gre iz zdravstvenega doma in mi glas reče, poberijo, peljo domov. In sem se že mimo nje peljala. In sem šla in sem obrnila, grem v krog in vstavim. Sem rekla, gospa, vas lahko peljem domov. In ona začela jokati, je rekla, nobenega nimam, ki bi me lahko peljal, pa ni bila 2 kilometra stran, bila doma, veš, tako po klančku dol, se bi prišla v 2 urah, verjetno, veš, ali pa v 1 uri. In sem jo peljala domov in je bila toliko hvaležna in sem pomislila, poglej, nima veze, kakšen avto imamo. Ampak vezo pa ima, koliko ljudi peljemo. To pa res. Veš, koliko odpremo vrata. In te gospe jaz nam nikdar pozabila in mi je porabil, mogoče se je bilo na poti, nič časa. Pa ne vem, če se ona še spomni, ampak meni je polepšal. To je nekaj, veš, kar je, nekomu sem naredila dobro. In isto lahko zdaj toliko lepo obrneva to na odnose, ful si lepo rekla, ni važen, kakšen avto imamo, ampak koliko ljudi peljemo, ne? In isto ni važen v bistvu na dušni ravni. Ni važno, kaj imaš, kaj si, ne vem, naredil, koliko imaš denarja. Važen je sam, kako boš ti delal z ljudmi. In če si ti dober do ljudi, mislim, to je to. To je to. Pol veš, da delaš dobro. Tako. In tudi ni važen, koliko avtomobilov je mem peljal, ali pa koliko razočaran si že dal skozi. Ampak verjetno to, da obstajajo dobri ljudje, ker obstajajo. No in morbiti, to sem prej začela govoriti, na povezovanju hitro pademo v neko nezadovoljstvo, pa razočaranje, se ni nikogar. Ja, tako. Se nam nikogar ne moram srečati, se ni vreden. Ja, ampak veš, da je zanimivo, da to rečejo ljudje, ki niso nikoli prišli na moje dogodke. Kako lahko to rečeš, a veš, ne? Ali pa so prišli enkrat na moje dogodke, a veš, kakšna je baza ljudi, ki prihajajo na moje dogodke, ogromna. In malo moraš imeti pa tudi srečo, da glih na tist dan pride točno tist, a ne? A veš, ne? Tako kot drugi v življenju moraš imeti malo sreče, ne? Ampak koliko si poskušal zasledovati svojo srečo, ne? A to je pa zdaj druga zadeva, ne? Ker je najlažje pa poslušati ta negativni glasek, pa se ti ne bo uspel. Zate ne obstaja. Ta boljši so že zasedeni. A veš, pa če tako se mi zdi, če rata mnogim, zakaj ne bi tudi tebi? Sam pač res, mogoče moraš pa priti 10-krat na dogodek. Mogoče moraš iti pa na spletno aplikacijo in pač
te predsodke proti spletnim aplikacijam dati stran, ali pa mogoče moraš iti pa ti prijateljica rekla, pejt s tem pa pejt, ali pa pejt sama enkrat v hribe, ali ne vem, pač nekaj narediti. Vpiš v planinsko društvo. Tako, ali pa se vpiš v plesni tečaj, ali pa pejt na jogo, če si moški pejt na jogo, tam je veliko žensk, mislim, nekaj treba narediti, točno, ne moraš kar čakati, ne. A veš, tako da so ta pravi za ta prave, ker isto govorijo ženske in moški, samo prostor rabimo, kjer se lahko srečamo. Tako. In srečamo na tak lušten način, ker res ni bav, ampak je the best lahko. Ne? No, zdaj se spoznal Ninko, tako da vidite, da ni bav. Je to čist luštna punca, ki dela srčno, ki verjame v lepši jutri in verjame v to, da skozi partnerske odnose smo lahko samo še bolj srečni. Tako, definitivno.